Mi da s Pavlom sva v isto kahalico kakava, ne? Tako nam Ja, pozdravljeni vsi. Zdaj bi mogel biti live, če se ne motim. Evo, upam, da se nas dobro sliši. Evo, 8 gledalcev že imamo. Hvala vsem, hvala. Ampak, da kar napovemo, a ne? Kdo bo napovedal? Dej, jaz zmeri napovem, tako da ne nekdo drug. Prahaja, najboljši, največji. Ne, zabavam. Zakaj se zabavaš? Tega največji se verjetno ne zabavaš. Komik in improvizator Sašo Stare. Živijo. Jo. Kaj zdaj? Fakt, samo da sem ugotovil, da če si ti komik, ne morem jaz začeti z vicem. Ne, moraš ti. Rekel si, da imaš najboljši vic na svetu, daj, go. Ok, čak. Da si se spomnil, čak, to je tvoj, to si se ga ti spomnil. Ja, to sem se ga spomnil. Ne, to sem se spomnil, saj sem tako povezave v možganih. Ok, poslušajte to, ne. Prejšnji teden sem šel v Maribor, sem kupil eno stensko uro. Sem si dal dnevno gor na steno. Zdaj celo dneve slišam sam. Tik, tak, tik, tak. A ne šteka nobeno, ko? Jaz ne. Potem si dobil ric. A veš, kaj tak govorijo Mariborčani? A veš, tik, tak, model. Star, to jaz govorim, kaj imamo ne bombone iz plastičnih, kvadratnih. Pa? A veš, tik, tak. A nisem kik. Kiki. A ne, stari. Gdje sem to na hypu vic, Ja, ampak res sem bil. Ok, da jaz sem eno dobro za otvoritev, no je mogoče, da se posvetimo kar gostu, ker si danes pač poseben gost. Ne, ja, no, daj, ok, good. Ma ne vem, mislim, jaz sem bil tako zihar zdaj, ker sem se tako malo pogledal, da pač, spet ima en beden joke, ampak ne, pač, ti zihar, Go. ne, ti zihar full milfice fukaš. Zato, ko pač, ne vem, tako pravijo, ne, pač, ne vem, za Andreja pač recimo pravijo, ne, Andrej mlade, ne, Sašo pa stare. Lepa, po gruntu sem prej spovedal. Ja, jaz tudi, dobro. Až ko se jaz počutim zdaj, čisto iskreno. Tako, kot da smo na nekem prvem dejtu, pa sam da folk gleda. Tako je, in poj probamo neki biti, veš, funny, kao, bi si bomo všeč, če bomo kakšno šalo na začetku, a veš, kaj mislim. Ampak folk pa gleda, vsta čas. V bistvu mi slabe fore povemo, zato da pol ti poveš dobre, pa bolj se spavljaš. Ne. Da tvoje boljše se. Moje je bilo dobro, drugače. Ne bojo, to ni, se ni tekmujemo. Ja, valjda. Logično. Zato smo te povabili. Oh, Jesus. Da se dokažem pred svojo matko. A gleda tvoja matka? Ne. Da je pozdrav, matko. Ja, če bi stare rekel, da ne gleda, pol bi. Vi? Lepa. Aj fenica. Jaz tako je stara, ne? Ne. Nisem najbolj weird roast. Sam to bi probal enkrat, da grem tako na prvi dejt, ampak da sam tako gleda 20 folka. Koliko mora biti to bizarno? Star, moja beba zdaj gledala tist na Netflixu je neke indijske poroke. In furejo lih to, kao dva se prvič se vidita, sta obe njuni družini tam. In oni se spoznavata in oni jih gledajo. To mora biti tako smiselno.
Ja, to je genialno. Jaz mislim, da bi mi to mogli pofurati. To bi mogel, to se izogneš sem unim, da te mu pa predstavlja, to je moj fant, vse to. Ne, prvi date, tam so vsi, vidiš, kdo je nor, vidiš, kdo je čuden, vidiš, kdo bo grd čez 30 let. Vse. Sam tako, ne vem, mene bi moja bakica kakšna tako ubrukala zihar s kakšnimi scenami. To slike, ki je bil mlad, lega, na kahalci. Ima sliko na kahalci vsak doma? Ja, valjda. Ne tako na steni, ampak moja baka ima, pa res kaže sem. Maja, ne? Isto zakaj to delajo, ta stari? Zakaj? To ni, ja, to je. To me res zanimivo. Pa zakaj nimaš od mojih staršev te slike? Zakaj prav mene? Kje si mene najdla? Ki si ga tako srok, vseš kako prav, treba ga je srati. To je referenca na en mem. Sašo, si te inspiriraš tako po memih, ko delaš šale? A spremljaš? Ne, stari. Memi so, jaz sem malo starejši od vas. Zdaj to, mora biti, ne vem, mora biti fucking pandemija, veš, da sem jaz tako, gremo se družiti z mlajših. Ne, jaz sem malo starejši, ta meme scena je bolj vaša, po mojem. Mene je lik za pol generacije malo zgrešila, ali pa me maybe ni toliko zanimalo, ne vem. Tako da nisem res, tako no, nisem nobenega mima še naredil, po mojem. Sem pa bil v enih mimih, I guess. Mislim, da so bili, bil od koga od vas, ne vem, če bil. To sem jaz nekaj delal, sem ja, una slika je bila, ki si tako... Iz Zvezde pleše. Ki je nek pladen, ki ti nekdo drži in ti si res izjemno navdušen na temu. Tako prav. Bilo kadarkoli slikan, to ni zdaj. Ja, iz Zvezde pleše, mislim, da je bilo, ja. Ampak ne, nisem pa še menega mima naredil, ta stan, ne vem, so mi pa smešni, mislim, followam po moje, mislim, tebe itak, Filip, zato, ko sva se tam pogovarjala, mislim, da sem poščil danes Bojana po followal, pa še ne dva, imam tako, nekaj mimo accounta imam, nisem pa nikoli, ne vem, zakaj ne najdem inspiracije v tem, ta star. Moji možgani malo drugače delujejo, sorry. Respectful, da lahko to contenta sproducirate, ki ga vi delate, ta star. Meni ni jasno. To se ga ne morem več, meni zmanjkuje, meni je to zmer, vse manj. Ja, mi bomo tudi malo slušali zadnje čase, bolj Pavlo skrbi za vsebino. Mogoče je res, ker te mlajše generacije, ki se to lažje izražajo, ali že izražamo v družbenih medijih. Ja, maybe. Jaz sem to, po mojem sem to že omenil, ampak enkrat učil sem se na faksu ena definicija generacij, da vsako generacijo definira tisti medij, ki se razvije takrat, ko oni odraščajo. Recimo, za nas je bil internet, zate tudi v bistvu. Ja, samo razlika je, da mi smo imeli bolj te chatroome pa to, ne? Ja, da v bistvu zdaj medij ni več internet, je družbeni medij, da je zdaj že digitalizacija, ne? Ja. Naši starši so imeli televizijo in posledično tudi ful vpliva, kako sploh razmišljamo. Ne? Recimo, da če smo ti te čete, bolj razmišljaš o četih, kako bi se pogovarjal in pa, ker si komika, ne, se je ta nisem verbalno del, ampak uglavno, ne. Ja, kaj govoriti treba, ne. Mi smo imeli te irice MSN-je, pa je bil ta Facebook chat, slike so prišle ful z vašo generacijo, pač Instagram pa to je zdaj par let, ne, se je zdaj že nekaj časa, sam pač ta neka srednja šola, faks scena, ne, je bilo pri meni pač, dobro, faks sem res veliko kar nekaj cajt, ampak je bilo, ja, ni bilo še tega. Tako da te slike pa to, da lahko, ko vi dosti kompleksne joke včasih date skozi meme ven, pa meni to ful v bistvu zanimivo, pa koliko je to blizu folku, no, pa koliko hitro se odzivajo, tako da respektno. Če imate pa problem s contentom, ko verjamem, da ga imate, zato jaz sem se z vsemi komiki, ko sem se pogovarjal, zdaj, ki je bil fucking, ko smo bili doma vsi, ne, pa se je svet praktično ustavil, smo vsi, tako, kdo mislil, zdaj pa ful je bilo cajta, nič ni bilo nastopov, nič ni bilo sneman, ful imamo cajta pisati joke. V resnici s komorkoli sem se pogovarjal, lik z Brigantom smo se pogovarjala, ker je bil sam tako, ta star noben nima nič mnogo materijala, zato, ker se nič ni dogajalo. Ja, nekaj, jaz tako, meni osebno se pa navadi tako zgodi, da povem fora v real life-u, da se pogovarjam z nekom, pa je pa tako, to bi lahko bilo nekaj. Ne? Ja, to isto meni. In zdaj se sam tako ne pogovarjam z nobenim, ker sem zaprt v bajc. Znam se mi zdi, ko se pogovarjaš, pa dobiš idejo, ampak ko probaš meni narediti, pa ne izpade toliko dobro. Koliko je to drugačen medij, neka
ker ni samo, da nekaj poveš v živo, ampak moč, da če vizualno obliko, da ni sam tekst, da ni sam besedilo na ozadju. Ampak če narediš nekaj, kar ni ful dobro, še vseeno vendaš, zato ker imaš pač, ko vi morate dost redno dajati ven materialne. Pač če hočeš ostati, kako bi rekel, ažuren, ne. Pač relevanten. Ja, relevanten. Včasih smo malo več, zdaj pa malo manj se mi zdi. Ja, meni se tako zdi, da une fore, nad katerimi sem najbolj razočaran, bo itak jim bo najbolj šlo, ker so najbolj preproste, pa jih največ folka skonta. Tako da une najslabše jih najbolj objavlja. Ker so meni dobre, se moram vprašati, pa folk to skonta, pa se to sploh splača objaviti. Klonski svet, ne, kaj je najbolj nesmiselno, s tem se ljudje najbolj pristovetijo, ne, s tem sentimentom. Ja. Tako se jaz razlagam. Jaz izmer tako pač, vi imate, mislim, mi imamo, ko mi delamo, imamo še zmer pri stand-upu, imaš direktno reakcijo publike, ne. Pač se pravi, če nekaj ni smešen, pač to zdaj prvem, jaz vidim, ko tudi pač probam nekaj postati redno, pa vse to, ne, pa dobiš une lajke, pa je tako, fajn, vreden je živeti, a ne, ampak če pa, sam ni pa tega, tudi če ima nekaj malo manj lajkov, ali pa nekaj ni te reakcije, veš, ko si ti pred, ne vem, 100 folka, ajde, zdaj ne, ampak načeloma, ali pa 200, ali pa kakorkoli je bilo normalno, še kaj je bil svet normalen. Ja, ta stara vlada, ja. Hecam se to sam zato hecam, ker zdaj si pliva vlada, veš. Ja. No, ampak kaj je bilo pred karantenom to, ko si stal pred sobo ljudi, pa povedal joke, pa če je smešen, itak te dvigne, kaj je vse tako, hudo da best, če pa ne gre čez, kaj itak ne moreš, veš, content itak delaš ves čas, ne moreš vse zdaj ratati. In ni pa večje tišine, ta stara, kakor una tišina, ko poveš joke, pa ne gre čez. Tisti je fucking, to je tako, da je bil na pogrebu kar naenkrat. In vleče se, in veš, da se cajti, kada se vstal. To je grozen, ampak hkrati pa to je en izmed najbolj weird dobrih, tako. Prav veš, da si živ v tistem trenutku, no, taka linija. Kako te pa zjebe to, recimo, ko nastopaš, recimo, če ni reakcije? A to nos tako za sabo še par šal, to neka slabo energijo, ali lahko kako hitro se to popravi? Veš kaj je fora? Fora je, da to je pač realnost, ne? Pa če hočeš delati stand-up, če hočeš delati comedy, moraš se zavedati, da ni vse za vse, ne? To itak vi veste, ker to delate, ne? Pač eni joke bojo bolj za ene, eni bolj za druge, včasih je odvisen od, čakaj samo, kom se mi neki, ja. Včasih je odvisen od starosti, včasih ne veš niti v česa je. In če hočeš to delati, se pač moraš navaditi, da pač sem pa kaj se bo zgodil, da boš imel slab nastop, ali pa da boš imel slab odziv na kakšen joke. Pa v bistvu fora tega, da to delaš kot za poklic, oziroma pač neredno je pa to, da se navadiš, kako shendlati to. Tako da dejansko ne, kaj je slab joke, ne, greš na naslednji joke, ne, pa probaš dvignati, pa naprej, ne furaš tega naprej. Predvsem fora je, da zdaj recimo, ne, kad delamo nastope, jaz znam, ne vem, na začetek pa na konc preverjen material, na sredino nekje pa dam nove stvari, ki jih probavam, in tiste so najbolj ifi. In pa veš, da če bo tist šlo pač, kar nekam, pa lahko grem na nekaj, ki je bilo stestiran že pred folkom, pa zazihraš nekak smeh, I guess. Kukar loha, ne. Ja, na začetek pa konci najbolj zapomnijo, ne. A pa se ti zdi, da so kakšne publike težje nasmejati, kakor druge? Ja, mislim, meni je zmer malo težji starejši od mene, ker se mi zdi, da ko so tam nekje približno isti, da smo vsi te približno istih let, se mi zdi, da je tam temno, da je nekako ok. Ampak starejši, ko so, je pa zmer malo lažji, se malo moraš prilagoditi. Ampak ne, načeloma pa ni stari, zmer je zato, da začutiš folk, pa da se imaš fajn, pa veš. Ker to nekaj sem zdaj o tem razmišljal, ker te meme, ne. Recimo, meni se zdi, da jaz, kot mlad človek, ki gleda te meme 2 uri na dan, da sem izpostavljen bistveno več humorja, kakor ne vem, je nekdo recimo, ki je star 30 ali pa 40 let, ne. Ja, mislim, to je zdaj, po moje je ful odvisen, kakor kdo, a veš, tudi se ne zdaj vsi, ki so toliko stari, ki ti niso vsi na mimih toliko cajta, ki jih ne zanima vse, niso, a veš. To pa spet, to je tako, jaz sem zmer tako razmišljal,
Ko smo delali s Kačeholiki, smo se ful o tem pogovarjali, pač, da odvisno je, kaj folk pričakuje. Pač, ne? Nekdo, ki gleda samo, ne vem, top shit, neke ameriške serije, ki imajo budžete čez glavo, veš, pa gleda eno slovensko serijo, bo začel zavijati z očmi, pa rekel, Slovenci, mi nič ne znamo. Ne bo se zares obadal s tem, Amerika ima ne vem koliko milijonski trg, mi tle v Sloveniji ful manj keša, ful manj, talenta, ful vse to. Pač samo s čist drugimi zadevami. Talenta je še več, po mojem. No, ja, ampak ne, mislim talenta kot, pizda, ne vem, stari. To imaš, če hočeš sestaviti dober film, lažje v Ameriki dobiš igralce za res dober film, veš, pa ne malo. Pač, ne, it's a number game, ne. Njih je le 300 milijonov ali 400, koliko jih zdaj je. No, mogoče jih bo malo manj, ko bo konc te. Pa lahko začel uvažati iz Slovenije. Maybe. Ja, takrat naš talent gre ke. Mimo county v Ameriki te star. In mimo county v Ameriki imajo milijonske followerje, pa eni živijo od tega, ni tako? Ja, tam je večja publika, toliko da lahko pač. Ker tle pa nimam kamene, tudi če me vsi followajo, z babicami urete to 2 milijona pa konca, ne, unimajo pa po 30-40 milijonov. Sam tist pol, veš, lahko pride do tega, da se preživljajo s tem, zgubijo integriteto, ne. To pa dobri meme page nimajo nikoli toliko, zato ker ima toliko followerjev, ni več dobri meme page. Samo ne Twitter screenshote pa... Ja, sej, a veš, ko veš, da nimaš zares nič od tega, razen da nasmejiš ljudi, ne, pa da se poskušaš malo uveljaviti v tej mali sferi. A pa imaš recimo kakšne fore, ki tebi niso smešne, ampak veš, da bojo palile, pa si tako jebi ga, moram za kruh na mizo, pa jo vsem poveš. Dobro. Vidim, kako raziskuješ svojo prihodnost, kaj boš koliko se podati. Nočem reči zato ker ni čist nimam čist forka, ampak so pa fore, ki niso toliko mi ljube, ampak nekako sem naredil deal s sabo, no? Pač, da naredim moj material je nek tak hibrid stvari, ki so men the best, pa stvari, ki vem, da so folku the best, ampak še zmeraj na moj način, no? Se pravi, lotem se tematik še zmeraj na tak način, da jaz lahko s tem živim, no, ni neki... Ne bi rekel, da zdaj sem kdaj povedal joke, samo zato, ker sem vedel, da upalil, pa... fuck it, sem, valjda. Kadarkoli slišaš komika, ki naredi punchline na FDV, se to zgodi. Ne, pazi, kao še rekel, da sem na FDV, stari. Ne, ampak, a veš, kaj mislim? Ne, valjda, kaj... Ja, ki je taka lahka. Ja, cheap life je. To smo se tudi z Bergantom dosti pogovarjali, ker je bilo v končni fazi, ne vem, včasih rabaš producirati toliko materijala, pa je on meni tako najbolj rekel, da sem bil tako fuck it proma, ker sem se včasih fulbol sekiral. Jaz sam rekel, zakaj ta star govorim? Zato, ker ste vi mladi, po moje, pa se hočem. Drugače ne govorim Prolingo. Ne vem, kaj delam. Samo dajte model. Sašo, ta stareja, kako? In mi model rekel, in mi rekel, kao, cheap laugh, ali pa cheap joke, ali pa nek kompleksen joke, tvoj job je, da jih ne smeješ. Zdaj, če greš delati za eno firmo ali pa neki, ki že tako niso idealni pogoji, pa narediš nek tak joke, ki veš, da bo deloval itak. Tvoj job je, da ne smeješ ljudi, da se imajo fajn, da se zabavajo, da malo pozabijo na realnost, na žena ga vara, korona, ne vem, karkoli, ne. Pač to je tvoj job, ne. Mislim, da je vaš job tudi dosti podoben, ne. 2 uri si zgubiš na Instagramu, best. No, zdaj smo se pohvalili, kaj pa zdaj? Se gremo pa še plubati. Kako se pa pripraviš na nastope? Kaj spiješ? Kakšno kavico ali pa kaj? Včasih sem nek monster, pa te zdaj probal. Zdaj probam ker se probam bolj merkati. Ne, jaz delam, ponavljam zmer tekst, zato ko imam za en drag spomin. Probam se malo umiriti, musko si dam, zadnje cajte si zmer dam eno musko, da me malo dvigne. Neki cajta sem full Kendricka poslušal. Ne. Ceco. Da te podigna, no, si mislim. Ne, Kendricka. Ne, Kendrick Lamar. Lepo, stari. Kendrick Lamar, kaj? DNA, pa tista cela plata, kaj je. Lepo, damo na. Ja. Moderna klasika.
ali kako pravijo. Guti, ja. To je to pravi. Pa ne vem, kdaj sem tudi kanjetal čas, prej ni bil čist luni. Pač My Dark Twisted Fantasy je best plata za nastop, da se voziš kepe malo. Tako take stvari, da se me malo dvigne energy. Pa grem pa novodrno. Ampak ne, nisem neki fuln, da se s kofinom. Včasih sem se, ker sem bil bolj, zdaj pa probam bolj spat pa mirkat nas. Vem, taka ful stara fora. Pol straight edge letiš gor pa pofuraš. Ej, to pa mi nikoli nismo, ne vem, da bi kaj pili ali pa kaj taga, no. Mislim, da vsak od nas je tako enkrat bi pil na odru, po moje. Kakšno pivo ali pa kaj tako. Maja, da probaš. Če mi zasede. A veš, kako je to? Ja. Če mi sede, sem kdaj, če je kakšen klubski nastop, pa ti res sede en gin tonic ali pa kaj taga. Sam veš, kako je. Až koliko imamo mi, če so normalne okoliščine, ne, imaš ti, stari, ne vem, kako bi ti sploh rekel, pač ti imaš vsak teden nastope, ne, pač tako 3-4 nastope na teden, recimo, ne. Ne vem, zdaj se bi lahko šel gledati, sam ne bom na pamet rekel. Recimo, da imaš toliko ali pa še več. Kakšne vikende imaš po 2 nastopa na dan. Da bi vsakič spil en pir ali pa kaj taga. A to bi alkoholik. Ja, na polno. To se redi najlažji način, da rataš alkoholik, da pred nastopom piješ. Ne, to si pa functional alkoholik. To je razlika. Če sem iskren, šel Luka Mesec vsake 15 minut po špricer med prejšnjim streamom. Samo res. To je bil res, kva je bila ta fora? To ni bil res mesec. Je bil mesec? Ja, bil je mesec. Zdaj šli smo se še prej dobiti z njemu na špricerju isto. Tako, čist tako, da on vedel, da nam nobenih presenečen, da nismo tako skrivni janšisti, ki ga bomo tako začeli, ne vem, pluvati. To je za te naslednji stream, ko bo leto, a ne? Se bo počutil varenga. Ja, ne, nobenega tega. Ne, se mi zdi, da če bi pil med nastopi, ja, mislim pred nastopi, da bi to res, to je najbolj zihar del, da bi. Pa tudi vprašanje, koliko časa, mislim, se jaz vem, da se delam norce iz tega, da sem debel, pa vse to sam, kljub vsemu svojo figuro, tudi če je debela, vzdržujem relativno neutralno isto vse čas. To je kar drugače, ni tako lahko, kot bi kakšen folk rekel. Exactly, in če bi še alkohol vse čas, to bi šlo na slabš, stari. Samo zato, ko hočem ostati lepa, veš. Hvala, to je šel biznis, stari. Treba obdečati fizično lepota, ne. Če ne bo samo še na streamih. Koga smo mi, a ne sam glas, da je. Sam da se lepi glasovi. Ja, jaz pred vsak stream en jajc spijem, da imam ta... Jačni liker, da bo del. Ja, se veš, pa lafijaš, ja. Jačni liker je za glas, ali kako. Tako sem slišal. Pa malo raki je isto. Ja. Ej, koliko folka nas pa poslušam, da več? 21 se mi zdi. Ima kakšno vprašanje, ali kaj? A jih Eno to dovoljuje? vprašanje, ja. In sicer ga je zanimalo, če misliš, da so ženske lahko smešne. Ja, valjda. Itak. To si malo prehitro odgovoril, nisi razmislil. Ne, ne polno. A imaš punco? Imam. Kalerije si. Ja, res. Okay, ja. Ker vpraš do konca, da drugače. Ne, zanima me, kjer bi kaj tako shout outu, kot take zabavne. Zabavne komičarke. Star, čakaj. Njihov star govoriti, what the fuck. Čakaj, liho. Ja. Imena imam slab, se tudi. Evo, Jane Kirkman. Okay. Jane Kirkman, fantastična komičarka, počakirajte jo. Tudi na Netflixu je imela specialih, pa je med boljšimi. Potem imaš pa, kaj je že ona Škotinja? Ena Škotinja je kaj hilarious. Plus ta nek čuden škotski naglas ima the best je. A ne iščem po YouTube, a ne, sam rečem, poiščite eno škotsko komičarko. Ne se verjamem, da se Škoti so ful smešni. Fucking hilarious. Škoti lahko karkoli rečejo, pa so smešni, meni je to fora. To je tudi da sam, to fora. Način rečemo tam na otokih. Stari je pa feeling, da boš zaspal zraven. A jaz? Ja. Zmerno, ko govori, navadaš se ga. Ne, ful sem zaspan sem, zato, ker
Onemogo Sem bil na morju sem bil z bejbo, pa sem vsak dan pil in jedel kofeina, ne, ker sem že tako utrujene narave običajno. Sinoči sem se vrnil in danes nisem več kofeina zaužil, pa sem tako že cel dan malo zaspal. Čeprav zdaj sem se zbudil, samo očitno ne to, kar sem mislil. Ampak ja, moram bolj v živo govoriti. Zdaj vemo, zakaj v kafeinu slušam morske. Ja, zato sem vprašal Sašota za kofein ali pa za alkohol, ker jaz osebno sem... Se poslužuješ teh substanc. Kaj je? Se poslužuješ teh substanc. Mislim, ja, zato, ker se mi ne zdi tako, ker ponavadi pred streamom čez dan, kaj, ne vem, pojem grano ali pa nekaj, zato da vas skozi dan boljš preživim, pa tudi, ker vem, da bom se hitreje razmišljal, pa bolj živahno govoril na streamu. In danes jih nisem, po moje prvič, po naključju in je Saša opazil in rekel. Zato mi je zanimivo, ne? Smem biti, evo, jaz sem se zdaj med korona sem bil tako, nekaj časa je bilo itak panika, karkoli sem gledal, je bilo tako, kada je, ste vi tudi imeli, kada je zombi film od zunaj se dogaja. Ja, kada se bo vse končalo zelo kmalu. Kada bo konc. In sem bil na en mesec, sem bil po moje čist živčen, tako sem bil, enkrat gremo v trgovino, za en mesec moramo nabaviti, boli mi kurac. Ja. To je to. Trgovine, ki so bile čist prazne na štartu. Ja. No, vse tisto, ko sem pa iskala kvas, pa ni bilo nobenega kvasa, noben ni vedel, kje je kvas je rato tako kot zlato, stari. In pa sem najdel neki kvas, tako med gluten-free kvas sem najdel, ki ga dajajo posebej za gluten-free ljudi, kao za celiakijo, in sem tam najdla kao gluten-free kvas in sem ga tako sem ga full kupil, pa sem bil tako, folk ne ve, in sem nekaj časa so jaz in imel kvas. Ker noben drug ni tekiral gluten-free, motherfucker, v glavu. In en mesec je bila ta panika, ne? Pa se malo mirim, pa v tej paniki itak ješ cukor, pa vse te zadeve. Pač jaz sem na sebi testiral, če slučajen cukor je zdravil za korono, ni. In pa je drug mesec, pa tako sem malo na easy, pa sem pa tako, pa ne vem, pa sem se že malo miril, pa je bilo pa v redu, pa sem bil pa kratko, vse v bistvu to je tako kaj ene počitnice, mislim razen to, da bomo finančno vsi zjebani, ampak razen tega pa do best. V bistvu tudi po počitnicah si, vse nimaš. In... Ja. Pa sem pa tako nekaj začel, jaz malo skrbel zase in sem začel neko dieto. In zdaj nekaj merkam, koliko kalorij pojem, pa imam neki jedilnik, pa nekaj in sem shujšal že nekih 6 kg, 7. Ampak vmes sem se tudi malo zredil, ampak sem shujšal nekaj in zdaj furam to zadevo in imam nekaj unih 2000 kalorij na dan promet. In pa sem pa šel na en nastop in na to prvi nastop, ker sem šel, medtem, ker sem na te dieti, sem prišel, sem kar na sred nastopa ratov neki full švoh, pa tako zaspan, pa vse. In pa sem dojel, da jaz če sem doma, pa sem delam stvari, pa nekaj pišem joke ali pa scenarije ali pa nekaj, je 2000 kalorij čisto redo. Če grem pa še nekaj ven delati, veš tako, pa ne vem, ko si na odru, se res neko energijo rabaš od nekje, je pa to čisto za en drag. In pa sem tako gledal in pa sem probil tako, a je tako biti suh. Tako biti suh, pač veš čas zmatran, pa zoporen, ker to je zdaj sam. A ste vi suhi? Ja, evo, vidiš, jaz nisem več toliko suh, še zmeraj sem suh in res se tako promaš. Si zmatran počas. Ja, ne, jaz sem skozi tako, ja. Čeprav jaz sem poli zdaj tako, ker si ti razlagal, sem pa jaz med karanteno začel isto gledati, kako jem pa da več pojem, ne. In pa sem več energije, pa sem se boljš počutil in pa se res še tako biti ne toliko suh. Sem začel tudi tako, pa sem bil pa tako, pa sem pa enkrat res tako imel pogovor sam s sabo, pa sem bil, če to še nekaj časa traja. Moš ne, tako že. Ja. Jaz sem se pa lih pred ene karanteno zredil 6 kg, pa je pa to samo ostalo, to pa samo ni šlo. To je nova realnost, skupaj z maskami. Zdaj pač... Ti če so strigo stali, bi skušal štegljeve. Ja. Si skozi norce brije. Lepa. A to so, jaz ne vem, kako zgledate, ne, to je. Se pravi, on ima ful velik glas, to je to. Ful veliko frizuro, počala pa ful je visok.
pa imaš tak anime afro. gleda. Pač mi še Recimo, zmeraj drugače ne no, vemo. a Ne? Mislim, mi še zdaj ne vemo, da je Filip v bistvu pač. Jaz ga tako večinoma vidim sam po zim in sem tako malo sumničal rad to zimo, ker pač jaz imam feeling, da sta to v bistvu dva otroka, ki en sedi drugmu na ramah, pa sta pač oblečena v ful dolgo bundo. Dejansko. Koliko si pa visok? Ima tam nekaj 90. Okay. Kuk Nisem 95. spet tako. Boš povedala, Bolj kurac? kot 3-4. Ja, to pa je. Daj povej, da je v zaforu. Zaporo, zdaj bomo vsi. Zdaj najprej moraš. Daj stavno napiši v chat, da ne na streamu slišal. Da ne bi vedel, da. En moj kolega je to zmer delal, da je tako sprašal kočljiva vprašanja, tako, a bi raj X ali Y naredil, ne vem. In pol pač en debil mu streže pa odgovori in pol ga sam drka, kao, a se res to rekel, da bi to naredil. Pa drka mu ga. To malo gremo, del. En moj friend je ful potoval, pa je začel, ko je bil v tujini, a ne so ga zmeraj sprašvali, skje pa si, pa je bil zmeraj iz Slovenije, pa so rekli, Slovenija, kaj pa je tam, kakšna je to država, po čem je znana? In pa se, ne vem, tako več kot 10 let nazaj, se je zmislil, da bo vsem govoril, da pač je Slovenija dežela gangbangov. In je začel, in on je šel kaj, in je živel nekaj časa v Franciji, nekaj študiral in je tam vsem govoril, da tako v Sloveniji so pa non-stop gangbangi. Pa je šel neki, en startup je delal v Silicon Valley, ne, in je tam po San Francisco hodil in posod je govoril, da je Slovenija držala gangbangov. In potem vem, da je šel na to, po Rusiji, tako je, železnica, Transsibirska, je šel tam potvojiti. On je res potvojil po celem svetu. In po Iranu je bil čas. In posod je govoril o gangbangih. In potem nam ratalo to smešen, pač vsem tem frendom, ki jih imel, pa smo mi tudi hodili po tujini, kjerkoli smo bili, pa če sem bil na Finskem, pa sem ljudem razlagal. Pač Slovenija je znana po gangbangih. Dajte še vi, by the way. To bom pa naredil, nisem hotel reči, ker mi je res dobra fora. Sam ne vem, koliko zdaj pali, ker zdaj so že vsi tako, Blade, že vsi vejo nekako, ker 5 let nazaj se mi zdi, da ni bilo tako, zdaj pa že vsi približno vejo nekako. Se lahko zamaskiraš, rečeš, vsi poznate Blade, ampak ne poznate pa vsi, da je Slovenija full gangbang država. In meni je full smešen, ker gledam po Ljubljani te turiste, ne, ko so še bili, sem gledal te turiste, pa sem bil tako pismo, mi smo 10 let okoli, je 20 teh frendov od tega mojega kolega hodili po svetu pa razlagali o gangbangih. Koliko razočaranih turistov. Koliko je Japoncev zdaj tle z unimi fotkiči, gremo te gangbange po fotkati. Da furite gangbange. To bom pa res rekel. Zgodbo o gangbangih naprej po tujini. Ker fakt, drugače, še zmeraj dosti folka ne ve, kako je Slovenija, ker moja sestra študira v tujini in je malo bolj temna. Ja. In pač jo vprašajo, iz kje je, in ona reče Slovenija, in ona je tako, a je to tam v Middle Eastu? Če kje je bilo to? Tam v Edinburgu. Tam Kje je že to? na Škotskem. A ja, v Škotski? To laž Škote, da sem. To bo dosti hudo, Tam so Slovenci imeli že stand-up v Edinburghu. Res? Ja, zato ker je v Edinburghu je ta največji comedy festival na svetu, mislim, da je. In tam se ful stvari dogaja in pa imaš med tem festivalom imaš in večje pridejo vsi komiki, ki jih poznate iz celega sveta, pridejo kje imeti šove, pa tudi komiki, ki jih ne, pa imaš pa tudi te lokalne, ne vem. Ful je odrov, ki nastopajo in par let, zdaj se je parkrat že zgodilo, da so Slovenci šli gor, pa imajo, ne vem, recimo slovenski ali pa Eastern European večer ali pa kaj taga, veš, in nastopajo gor, ponovno v kakšnih manjših dvorancah ali pa barih. A pa v slovenščini ali v angleščini? Ne, v angleščini. Hudo. Pa odvisen od komika. Včasih je boljša angleščina, včasih je pa hello. We are from Slovenija. No. Najboljša angleščina. Najboljša, ja.
Lahko v jaz bi, angleščino. Po mojem, če bi šel v Ameriko, veš, pa če bi imel material za to, ker vem, da je nepar komikov je to fural, da so kao prišli iz teh nekih pa lahko kao. neke komunistične zgodbe prodajajo. Satelitskih držav, Sovjetske Se zveze. meni je to najbolj, ker ti bo pač folk recimo v Avstraliji, ker je bilo dosti tega, bi res verjel karkola, ne, ker je bilo dosti propagande. Proti temu in jaz upadam in me vprašal, zakaj nimam srednjega imena, ker to je dosti pogosto tam. In jaz rečem, da so mi ga komunisti ukradli. Folk je bil tako, no. Mi smo imeli enkrat ko sem bil še v srednji šoli, so prišli neki kao exchange students, kao dijaki, ne, in so eni Američani bili. In so tam okoli hodili, jaz sem na gimnazijo Kranj hodil, in so po gimnaziji hodili in tam mi smo njih pri fiziki bili in so prišli ven in so gledali, kaj se dogaja in ena punca se je tako meni pa še sošolcu nagala, pa rekla, da se kao začela nekaj pogovarjati, pa bila, oh, you're from here, do you have televisions here? Do you have technology? Jaz sem en dober vic o Američanih, drugače. Pač pride en model v bar, pa je tako lahko eno malo pivo, pa pravi pač kelner, ti si pa zihar Američan. Pa pravi, kako si vedel, zaradi mojega naglasa, pa pravi, ne, zato, ker si najbolj debel človek, kar je stopil v ta bar. To lepa. Ja. Genija. Ne, dobro. Hvala, se tega ti spomnil, a si ga to slišal? Okay. To sem ga slišal nekaj. To mi jih taksist mi jih pove. Taksiste, ti imaš tako enega taksista, ki zmeriste, kaj? Ne, se lahko, če imaš njegov številko, pa ga pokličeš, te bo zmed prišel iskat. Kaj je najbolj uvera stvar, ki se vam je zgodila s taksistom ali pa v taksiju, recimo? Zdaj sam s kolesom posod stari. Mene je samo to, da mi je zaračunal 20 evrov da mi je 20 evrov zaračunal. No ne, iz tle, pa čez pa iz Šuške držav. Ja, recimo. No da, če iskati razdalje. Mene je bilo uvir, da en model, ki je ful prehiter vozil, tako začer in pa je prebil svojim benflom, tako pač prehiter je šel z ležečega policaja in je kar grdo po prasku spodi in sem se kar malo strašil, tako je to cool, ker sem zdaj slišal, da je dejansko podvozje rukno. Ne vem, mogoče ni bilo podvozje, mogoče je bil res sam spreden blatnik, sam ker zvenel dosti slabo. Pa je rekel, se udaril, bomo poklepali. Se služi v avto, stari, to si vrihta. Se od punca avto. Ta model je mene tudi vozil, ker enkrat sem se prav bal za life, stari. Ta v BMW-ju? Ne vem, če je bil BMW, sam pač model je bil, ki je bil... Spomnim se človeka, kako je držal živčno tisti volan, pa bil naprej nagnjen, pa vozil, tako da sem jaz sem pisal tako vmes, baby, sem bil tako, maybe se ne vidi, pa... Povedal iste vic o Američanov, pa si vedel. A pa si gledal Ali G-ja kdaj? A jaz? Ja. In kako se ti zdi? To je full weird vprašanje. Cool je. Zakaj? Jaz sem največji fan in moramo vprašati, kaj si komik. Cool je. Kaj je včasih je bilo to še nekaj po TV nekje, pa to, pa je pa film vam pa šel, pa sem ti zgledal, drugač, oni intervjuji njegovi so meni najboljši, da ljudje. Ja, valjda, to isto. Povej se pa, pa Beckhama, kako jih je tam porostal, to je hilarious. Li zato, ker si nekaj par let starejši, da si to še na TV-ju najbolj videl. Recimo, ko mi smo pa lih odraščali, ker pa Borat ven prišel. Tako bi lahko rekel, da deliš generacije na medije, lahko deliš generacije na tega Ali G-ja, kjer je moj karakter. Ti smo Ali G-ja, mi smo Borat, oni tam mladi smo Brunata. Ja, pa poj ta, kaj je We Are America, kaj je že zdaj to. To malo meni je to tam nekje
po Boratu je meni to nehal biti smešen. Zato pa ne, da je on bil slab, ampak tako, kar ne moreš verjeti, veš, da so ljudje. Da so kot ja. A veš, kaj mislim? Kaj pošloš nekomu, pa je tako, to ni smešno, to je samo za igran. Zdi se mi, ne. Ni za igran, model, res je ta folk in pa na eni točki so te videli, I guess, maybe to starostjo pride, ker na eni točki si tako kar malo žalosten za svet. Ja, to pa res. Si kar tako malo si, come on. Mislim, da bo boljše, I guess. Pa dobro, sej ni, zdaj se ful delamo to, da starejši. Ajde, se sem, ne. Čak, koliko smo prej rekli, vi ste 23 neki? 22. Ja, sem 22. Ajde, jaz sem 33, 10 let, ampak to je kar, no. Dobro zgledaš za 33, drugače. Hvala, stani. Sej 33 je basically konc, pa ni več, ne. 23 je konc, tako se jaz počutam. Smo da osnovno, če znaš ni. Jaz sem pri 15 sem mislil, da je 22 konc, tako da ne vem. Vse, konc je zmeri tako zelo galen. Ko se spreminja, stari. Se meni je bilo isto, ko sem jaz kako je, sem bil jaz 23, sem bil ful tako, se bo sakal, ko bom odrasel, pa je pa kar okej. Ama te vi zdaj tudi tako Jaz se ful bojim, jaz tako gledam folk, ki tako hodi, ne vem, na šihtu vsak dan, pa sem tako ujebem. To pa res ne zgleda prijetno. Ja. Boljše sam mime delati, pa ne hoditi na Ja, ne. Sam potem morate pa prodati, veš, to je ta fora. Edin to. Če imaš furo to svojo, čak, ko si prej rekel, dostojanstvo ali kaj že. Ja, integritet, dostojanstvo za še boljše, v bistvu. Na eni točki so šmo če hotel mimo živeti, pa ne hoditi v pisarno. Vse to. Najboljše na socialno, ne, to mime delati. Socialni mime. Ja, pol država, mislim, država je bila umetnike, ne. In valjda zabava, komika, kako se reče, ko si komik, komedija spada pod umetnost, ne. Ti res rabiš kavo, stari, da bi lahko eno gorano vzameš, ali pa da bo prepozno paril. Pošljem, kaj rabiš? Ne, pol bom pa začel o globalizaciji govoriti, kako je to slabo, ne. A veš. Samo je res, stari. Veš, kaj bom rekel? Ne, bom pol. Ne, kar povej. Ne, moram bolj navezati na neoliberalizem, ko je to slabo. Ok, lahko se zdaj nekaj spomnim. Ko si prej v Ameriki govoril, kaj si že rekel o smislu za humor v Ameriki? Ali bilo nekaj takega? Ne vem, kaj sem govoril. Ne govoril sem o tem, da je večji trg, pa da je več ljudi, pa da... Sem tudi smisel za humor je lažji, ne vem, recimo, če gledaš kakšne... Amerika bo zmer imela več nišnih komikov, tako pač... Ja, sem se spomnil, pa za talent pa to. Ni zato, da pri njih, da pri njih pač so do komodifikacije, da je humor, mislim, tako kot cela umetnost, ne, da je postala sam nekaj, kar se prodaja, ne, nekaj, kar je treba čim bolj učinkovito izvleči iz ljudi, zato da se to bolj prodaja, ne. Zato imajo pa te Netflix speciale za milijon ogledov, pa take stvari, medtem ko v Sloveniji, tako kot si rekel, za en film se ne more najti igralcev, ne. Zato, ker je toliko manjši trg, se ne da komodificirati, ker ne bo dovolj zaslužka. In pol je res vse bolj tako, ne vem, kada je za dušo narejeno, ne. Tako kot mi delamo meme za dušo, namesto da bi imeli milijone followerjev, pa bi objavljali sponzorat meme, da malo zaslužimo. Sam fora je, veš, se imaš, jaz sem imel, ko sem bil 20, sem delal neke zadeve na, sem bil 21, nekaj taga. Sem delal neke, ne vem, neko vdajo, neki, whatever, neke, na RTV-ju smo neke spote, pa neki, tako bil sem mlad komik, improvizator, takrat niti še stand-upa nisem delal. Pa sem neke vdajce smo eni mulci delali, pa sem tam bil in je bil en od režiserjev, je bil en ta režiser, ki je dosti slovenskih filmov naredil. Pa sem se z njim jaz pogovarjal in sem jaz tako, zakaj ne delate, pač, a ne kaj fora boljših, a ne zakaj ni boljših filmov po vse to. Pa je bil, zato ka pač budžet, ki ga dobijo za film je, da ti imaš za 3 mesece produkcije v smislu pisanja, da lahko plačaš za 3 mesece pisanje, igranje, snemanje, montažo. In v teh 3 mesecih ti moraš narediti, ne, film.
In to če hočeš nekaj res ekstra, rabiš več časa, no? Ali pa nekaj, a veš, ali pa več keša, ne? Pač to izmer neka ta zadeva. In pa jaz sem bil takrat mlad, pa sem bil tako, pač, ja, pa sej to, če vam je mar, bi lahko, pa je bil tako, ja, sami imamo kredite, pa otroke, pa veš, vse ti je mar, sam do neke mere, a ne, ko imaš druge obveznosti. Sem bil tako malo neki smart ass. A zdaj sem pa starejši, ne, pa dobro, nimam kreditov, nimam otrok, ampak imam pa malo drugačno perspektivo, da je pač pizda, ja, ne, a veš, ne moreš, eni ljudje pač res imajo, dajo 8 ur od sebe, ne, pa morajo, imajo še life, pa vse to, ne morajo kar živeti tam zdaj, pa, a veš, kaj mislim. Sam je pa res, da je pa tako, da več tega, kar se naredi, tudi če je po takimi pogoji, ne, recimo, ali pa tudi vse te stvari, ko so se za vojo delali, ne vem, če ste gledali Skačeholiki, pa Odvoje, pa Lepelena, pa Truplo, ne vem, če kaj spremljate ta. Ja, ampak se pa dela, ne. To so vse ljudje, ki probamo največ narediti s tem, a ne pač low budget ali pa ne, mislim, še zmer ni toliko čisto low budget, ampak ko dobiš plačan za svoj del, ne, pač to so neka streaming platforma, ki je dala neko šanso enim mladim filmarjem, ki drugače ne bi mogli tega verjetno delati toliko, ko so delali, 3 sezone Odvoje, a ne, če to delaš za YouTube hiter, verjetno bi te menil, ker to je full dela, noben si, mislim, da greš snemati nekaj, to je toliko enega dela, to je za ti za eno, mislim, mi smo imeli en snemalen dan poprečno za en sketch, recimo, zato ker vsak sketch je svoj film, basically. A veš, pa recimo en dan montaže isto približno, ali pa malo manj, 5 ur recimo. Koliko je to dela, da ti en 4-minuten sketch dobiš ven? To je tako noro. No, ampak večkrat se dela, boljši bojo ti ljudje. In pa je mogoče, če se bo to zdaj še spodbujalo mlade, tako da delajo, pa je mogoče boš ti dobil ven enega filmarja, ki bo lahko čez 5 let posnel en film z budžetom, ki ga imamo v Sloveniji, s časom, ki ga lahko plačaš s tem budžetom, pa da bo dober, veš. Zato, ker se je imel šanso naučiti, kako dobro delati, recimo, ne, skozi vse te projekte manjše, pa to, ko so bili manj plačani, pa vse to. Tako da, tudi maybe lahko boste vi naredili eno platformo, da to lahko furajo svoje mime, pa da to na način, da navte neke full integritete zdaj izgubili, pa da se še lahko na nek način prodate, zato, ker fantje, slej ko prej bojo otroci, pa krediti, ših bo treba, ali pa se nekaj druga spomniti. Tako da, tika taka, akva, da se vrnemo na tisti tik-tak začetek. Vsak stream to pojo na začetku, dokaj se ne bo kdo smejal. Ne, ampak je v redu, ker si rešil to foro, zdaj vsaj nekaj je iz tega bilo, ne? Sam imam feeling, da sem tako moraliziral na tak najbolj old person način, kako treba se bo zresen. Si dobro povedal, tako je otroče, ne? Nisem tako mislil. Jaz sem malo bolj ciničen pogled na to. Mislim, ne čisto, zdaj bo malo pretiraval, ampak se je rekel, da dovojo priložnost manj znanim mlajšim ustvarjalcem. In da je to spet na nek način komodifikacija, poblagoljenje teh talentiranih, ampak neznanih ljudi, a ne? Da zato, ker so neznani, da to omrežje prevzame neki tveganja, ampak jih vseeno manj plača, a ne? Da, a veš, bolj tvegano, ampak ima lahko večji uspeh. In jih ta en mem, ki ga zdaj velikrat vidim, soul versus soulless. Neki z dušo proti nečem brez duše, a ne? In jih da to, ki je bolj low budget, a ne? Jih to izpade, kad ima duša, zato ker se ljudje toliko potrudijo, da jim bo vseeno uspel z nizkim proračunom, a ne? In ja, spet tukaj pride, da to spet neki postane nekaj, kar se prodaja, a ne? Ta duša. Da zato, ker je nizki proračun in zato, ker so bolj neznani ljudje, ki ustvarjajo, da se komodificira ta duša, a ne? In se to prodaja v bistvu. In pol ni produkt. Mislim, ni končen produkt samo to, kar gledaš na TV-u, kabelom računalnikom, ampak vse okoli tega, ne? Zato, ker itak nikoli ne gledaš oddaje v vakuumu, a ne? Vsem vidiš, ok, to je slovensko, to so neki neznani, mladi. In že zaradi tega dobiš drugačen občutek, a ne? Ampak spet, kot sem prej rekel, da malo pretiravam, pa zelo tako kritično do neoliberalizma, do te komodifikacije, a ne? Ker to valjda, jaz ne govorim, da je to slabo, a ne? To je dobro, ker vseeno je te mladi potem priložnost, ne? Ja, veš kaj je fora, ne? Recimo, ne vem, zdaj
no, ne moram zdaj čisto vse govoriti, ampak pač mi smo ful enih stvari tudi delaš, da se učiš, ne. Jaz ne vem, jaz sem začel v impro, ne, ful časa nazaj. Jaz sem na gimnaziji, ko sem bil, sem začel v Šili, pa pol vse to. Jaz sem začel s tem, da smo delali neke šove za folk. In to dosti... Kaj še Šorli? Ja, Šorli še kar dela, drugače. By the way. Ljubljana Mims, Gorenjska naveza se je Tako. Ja. Šorli je še kar uči na gimnaziji in dela šilo uči. Mene je sicer pižama, ne? Pižama je bil moj mentor na gimnaziji. Ja. To je bilo hudo. Ja. Tako da je bilo ful dobro, plus še oni takrat še repel in jaz sem takrat reper bil mladi in je bilo tako meni čist nor. No in smo delali, impro smo na začetku, ne, mi smo, ko smo prvi nek ta večji event organizirali, smo delali dol na bazenu, spopad generacij, mislim, da smo dali tako stopnina, je bila 1 evro, pa vse. To je bilo zmer bolj za folk delamo, ne. In smo res zmer delali to in tudi doskrat smo, ne vem, delali za ston, pa za otroke, pa vse to in še kar to delamo. Dosta enih projektov je zdaj, ker niso zdaj tako, da boš rekel, hočeš gledati naš impro ali pa kakšen stand-up tudi, ni zdaj tako, da boš mogel vršiti 25 evrov, pa je to, da vidiš nekaj, ampak je pač tako, vse tudi normalne, še kar za študente delamo. Cel kup enih stvari je, ker niso zdaj čist smo se prodali ali pa kaj, ne. Sam na eni točki pa pač to je tudi, pač, veš, na eni točki si, ko ne rečem, pač imaš ta element, da hočeš živeti, pač da se odločaš, a boš to delal kot hobi ali boš to delal kot job. In če boš delal to kot job, to prinese določene take elemente, kakor si rekel, pač ja, da pač probaš iskati nekaj, pa prodati, pa vse to, ne, pač ali zdaj to oddajo nekomu, ki bo to lahko tržil ali kakorkoli, pač to je show business, ne. Show lahko delamo tudi za ston, sam pa moraš vedeti, mora biti biznis nekje drugje. Če se greš pa šel v biznis, rabiš pa tudi biznis del prevzeti tukaj, ne. A veš, ka tudi v truplu noter so improvizatorji Jan pa v bistvu oba Jana, ki igrata, Jan Hrušvar in Jan Koks, sta oba bivša improvizatorja, smo skupaj, a veš, igrali Luka, ki je režiser, pa mislim, da ustvarjalec oddaje, mislim, da je tudi pisec on. On je tudi cel kup enih stvari prej delal za ston, až pa snemal pa vse to. Ta Luka Marčetič, pa to, oni so imeli včas, ne vem, če ste vi to, verjetno je bilo to pred vami, ali pa tudi ne vem, je bila neka leva stran jajca, pa te neke zadeve so bile na YouTubeu. Desna. Desna je bila, desna stran jajca, ja. Pa tisti nek sitcom so furali, ker je bila neka ljubezenska zgodba, Dan ljubezni, mislim, da je bil. Ja. To je vse na YouTubeu zastonj bilo, veš, pa na eni točki pa tako, pismo res gre ful delal to, tudi da to jaz naredim, ne vem, da ti rečem, da smo mi delali impro, pa ja, nekaj časa ga delaš za to, pa na eni točki hočeš biti boljši, pa se greš izobraževati, pa smo šli, veš, v tujino, pa so prišli kanadski neki te improvizatorji. A kdo od vas gleda Archerja, slučajno? Uno risanko. Jaz sem v planu že nekaj let. Kaj? Uno risanko, ne? Ja, no, te neki igralci, ki not igrajo, ena od njih je neka improvizatorka, nekdo mi piše, da ne more gledati 2 streamov hkrati, da gleda to in še naš drug stream. Resnica ali laž na kutki. Ne samo ugasne, ko je zvok pogleda, unka pa posluša. Se pravi, ja, ena od teh igralk, ki govori v unem, pač v uni vdaji, je tudi neka improvizatorka, ona je prišla v Ljubljano, pa sta z njim enim sin partner, oni ti mu rečejo, ko veliko skupaj igrata, sta imela tle delavance, veš, pa se izobrazuješ, svoj cash, pa čas daješ noter, veš. Kot sem prej rekel, če hočeš skeče delati, to gre toliko nenormalno veliko ur, da na eni točki nimaš več prostega časa, da ga lahko v to daš, ker še zmer imaš pa najemnino, pa, a veš. Ne. In pa če lahko združiš nekako to stvar, ki jo hočeš delati, s tem biznis delom, pa na eni točki se odločiš, a boš to naredil ali ne boš. Se vsi ne naredijo tega, recimo, ampak pač eni pa smo, ne, a veš. Se zato Berganta vidiš v vseh fucking reklamah ever na svetu. Model je, a veš, izkoristil priložnost. Ja, meni se zdi, da imaš že odgovornost sam do sebe, a ne? Da če nekaj delaš, pa se ti zdi, da delaš dobro, je prav, da to
Da probaš živeti tega, ne? Če češ, res je fora ta, veš, ko greš skozi stand-up, je zmer več komikov, ki hoče biti komiki, pa ful manj, ki jih poje ostane ali pa postane to, ne. Pač ful hiter ta turnover rate je, ne. Tudi zdaj eni prihajajo, ki že vem, da eni se ne bojo verjetno obdržali, ker nimajo tega, da bi se ful potrudili, da bi prišli z novim materialom, da bi delali na tem. In pač eni pa grejo, pa so dobri, pa to pa na eni točki se odločijo za drugo stvar, pa najdejo, po drugi strani se reden šiht je tudi, veš, veliko bolj mirno imeti, kakor mogoče od nastopov pa oddaj živeti, veš, realno gledano. Ja, če imaš frace sploh. Če imaš frace sploh, ja. Ampak kdo s frace že, pa da ve za to. Moji followeri so moji otroci. Ampak jaz sem njih prišel, ampak jaz veliko rekel to, da se daj počutim kot nek mentor tem followerjem. Da jih jaz zmeni usmerjam čez življenje, ker je malo žalost. Te ljudi je treba obsojati, to tako. Ej, to Matej? Ja. To Matej. So rekli, da mogoče prideš. Ja, jaz sem pobral krompir, evo me, pri babici in zdaj sem hiter nazaj v Ljubljano prišel. In ti si tak Jezus s svojim followerjem. A si daj videl moje meme, to je tako. Požanske izkušnje, ljudje se sprašujejo, lahko še boljš, ne more biti. Jaz vedem rečem, kdor ima raj svojega očeta in mater od mene, tam je ni vreden, ali nekaj tako. Ja, to je rekel starec Zosima v Karamazovih. Ne, to je Jezus rekel, dejansko. Res je to rekel. Starec Zosima. Zdaj začel Biblijo. Zdaj sem začel brati novo zavezo za forum. Nisi ti pravoslavc. Ja. Ampak vse ni to tudi, jaz si tak ne, jaz sem toliko sekularen, ni ista knjiga vse. Biblija se ne spreminja. Biblija se ne spreminja, zelo. No, pa se veš. Jaz sem teologijo. On je teologijo študiral, ja. No, da nam povej, kako se spremeni Biblija. Ne, saj nisem doštudiral, nimam to, ne se zanašati. Ampak se pa spreminja z različnimi prevodi, pa različne verzije Biblije obstajajo. Recimo, ta King James prevod, ki ga imajo Američani, je čist, je malo drugačen, kot recimo ta, ki ga imamo mi pa vse to. Zelo se spreminja drugače, to je kar zanimivo, kdaj pogledati. Plus Biblija, kot jo poznamo, je nastala, mislim, da ok. Sorry, včeraj sem delal pico, pa sem se opekel, pa sem direkt na popeklino zdaj. Biblija, ki je nastala, mislim, da v 11. stoletju, predtem so bile drugačne verzije. Tako. Pul zanimivo, ampak ne dovolj, da bi govoril še naprej o tem. Sorry, da sem prekinil. Ne, ampak vse je zanimivo. Tle imamo zdaj take. Kako pa da si šel sploh teologijo študirati? Filozofijo in teologijo sem šel študirati. Oboje mi je zanimivo. A ni prav teološka fakulteta, ali kaj? A ja, ti si šel pa na filofaks. Ne, se pravi, če greš filozofijo, sem hotel, ampak ne dolg. Ampak sem jo hotel in če si šel eno predmetno, si mogel latinščino zraven imeti. Če si šel pa Kaj? Ti kar povej, no, jaz sem pa samo pol nekaj, kar reč do konca. Ja. Če si šel pa dvopredmetno, pa ni bilo latinščine, pa sem bil pa tako, bom šel dvopredmetno, pa sem pa iskal nekaj, kaj je bilo zraven, sem pa teologijo. In pa sem imel dejansko, sem mogel iz ure na uro hoditi iz filofaksa do teološke tam na Ja, ti se kar nekaj. Sam roko na srce, a res rabaš študirati filozofijo, če lahko gledaš od Žižka video na YouTube? Zdaj rabam jaz študirati, a veš, da bom neko znanje imel. Jaz sem pogledal moje 4 videe in moje znanje je filozofije tako. Moje znaš že vse. Ja, vse več. Tako, osnove malo, veš kaj. Ker YouTube kanal Philosophy. Kaj že na... Neki Revolution, neki rdeč channel, ki ima njegove te... Ko so samo tako odlomke, a veš, ko tudi dolge niso, za 5 minut, ko iz stroja pa so minut Žižka, ki govori, pa je to. Ja. A imel eno od vas ta mim z Žižkom pa korona, da ne sme pluvati pa to. A ste to vi pofurali? A veš, da je bil mim kao, ne smete pluvati, pa ne smeš se dotikati obraza, ka bo on ta tik. Pa je bil pa sam ta njegov face, kukar ful pretresen, ka mu je kdo rekel, ne smeš se dotikati oči pa noca. Mislim, da sem videl na enem od vaših mimov. Jaz sem imel nekaj z limonom, sam je bil tako bizaren. Takrat sem ga razumel, zdaj ga pa ne več.
Ker Fik je enkrat prvo brati Žižka in pol mi je povedal, Ja, jaz vsake toliko mi je to zanimivo, pa sem tako, dajmo to prebrati, ampak pa ne sam mine. Isto zdaj ta Baudrillard, Simulacra in Simulation, sem bil tako, dajmo to probati, ker res zanimiv zveni, a ne, ker folk govorijo o temu. Ja. Ampak sam ne morem, sam tako o nekih mapah začne govoriti. brez zveze, kar neki. Samo na Wikipediji najprej prevedel na obnovo, pa boš ful bolje razumel. Ja, pa lahko pametujem folko na metelkovi, da sem to prebral. Pa da sem Kaj ne lahko reči, da si prebral, ja. Evala. A vas študirate? Zgodovina. Vse, jaz matematiko, finančno matematiko. Vse. Ja, ne, ker smo štiri, smo, ne, mislim, ne. Matematika je Smo štirje. vse. Štiri smo, pa vsi smo v drugih polih, sam to sem hotel reči, ne, da nismo tako vsi naravoslovci. Vse me filozofija zanima, to je kar dober. To je kar v redu. Samo vas zanima to, da bi brali. Ja, to sem mislil, ampak sem pol skonto danes, da ne. Ampak bom pa obnove prebral. Pač knjige zgledajo kul, ne, to je pa to. Dobrih je imeti na policiji, a ne? Zato, Ja. Prebral bom obnovo, pa bom pa imel na policiji knjigo, zato da se pred gosti hvalim. Ja, ful je dobra knjiga, preberel kdaj. Sam konc prevedel, ne? Moraš prebrati, da razumeš. Kjer je Ne moram ti pa razlagati, tvoja zakaj najljubša si gre. knjiga, Saša? Kaj je moja? Aristotel, Nikomahova etika, moja Ta je najljubša zelo knjiga. dobra Ti ne veš, knjiga. ja, Ta je zelo dobra knjiga. Ne, res drugač, ne, jaz sem Stvari prebral so to. se bale. To je bilo, sem jaz za maturo, sem jim mogel, ker sem imel filozofijo na maturi. Ja, sem ste imeli isto etiko, okej. Ja, in smo šli čez to in to je bilo meni težko drugače. Zato, ker sem šel filozofijo študirati, nehal me je zanimati po neki časa, ker je bilo ful, ker sem mislil, da bo ful več filozofiranja, je bilo pa ful več branja. Pa jaz sem čelama rad berem, ampak tisni. Kjer je moja najljubša knjiga, ta star, ne vem. Zdaj sem lih, ker sem imel cajt, sem šel brati, ne vem, jaz sem malo časno padam malo v fantasy, pa sem trenutno lih bral Dresden Files, ne vem, če kdo to pozna. Če ne poznate. Lahko poveš sam na hiter, kaj je to. Čisto na hitro bom sam spoilat, pričal. Ne bom nič spoilov, če boste kdaj hotel gledati, oziroma brati, knjige, ki so tako, kot da bi dal malo fantasy zmešal s filmom noir. Berite Dresden Files knjige. On je nek detektiv / wizard in vse se dogaja v Chicagu in vse se dogaja kao zdaj. To je to. Tole je črno-bela knjiga. Ja, tako je. Ko boš gledal, bo vse črno-belo. Ko bom bral bele strani, Probuš črne črke na belem papirju, neverjetno. pa malo razmazal, da bo senčeno. A lahko sam napišeš nekam, da ker pač zmeraj isto, ker folk predlaga stvari, pa ne vem, ko se napiše, pa poiščem. Pa Če je Dresden, sam ne veš, najdem. Dresden. veš, ko se Dresden napiše, to je mesto. D-R-I-S-D-E. Pa sej bil tam, sej ve, kje je to. Ko si res bil tam? Jaz si smo da skupaj, z maturancem smo šli mi v Berlin. pa Skupaj Dresden. sta bila. Ja, Opa. Pa rekel sem, Matej Tihbo do tem. dober, To ni za dober, javnost. okej. Dresden Files. Zelo so tako, kot da bi film bral. To niso težke knjige, to so res take, jaz jih ponovadi na morju berem, letos nisem šel na morje. To poletno. Ja, na easy, mislim, se ful dogaja. Kdo pa napisal to? Nek Jim Butcher, nek pač ameriški pisatelj. Jaz sem Pač bral zelo je. Ja. Ne, hotel sem reči, da sem jaz bral neke Odessa Files, ki so isto o nekih nacijih, kao. To je bila najbolj shit knjiga, kar sem jih prebral v life. Tako da ne brati Odessa Files. Se rekel nekaj v naciji, kaj pa so delali? Ne vem, te nacije, kao, kako so pobegnili pol po vojni, pa kar Mossad pride, pa kar neki stari. Tako res bedno. Vse je ful predvidljivo, pa vse je ful. Ja. Ne vem, nekdo raziskuje neko zagonetko, kako so se neki naciji skrili, ampak vse je tako zelo poenostavljeno. Zagonetka je zelo lepa beseda, stari. Naprovam. Ja, Sam vidiš, te to knjige pa zagonetko jaz, ki bi- sem prebral Nikomahovo etiko. Prostovoljno je prebral. Jaz sem Nikomahovo prostovoljno etiko. prebral. Groza. Čist nor. Ej, a ti drugače še kdaj te, to sem že prej, ko te bom vprašal, če še kdaj te športe komentiraš, pa to? Jezus. To je tako. A te to kdaj kdo vpraša? Včasih me vprašajo, kako hočejo vprašati, a ne, glede Andreja Streta in pridejo in rečejo,
Ja, a pa si ti slučajno v sorodu s kakšnim staretom? Hočejo kao, če sem z njim, ampak nočem jih vprašati in pa izmer rečem, ja, za ne parimi stareti, pa sem v sorodu. What the fuck? In tudi sem z Andrejem staretom, ampak to je moj stric, ampak en drug Andrej Stare, ne ta. Aha, ne okej. zna. Ja, Ne, koliko si nas na hype zdaj, Ja, da nos potegne malo. samo No, vicaš. Da se malo malo sem zabaviš. z nami. Jecel, a sem se odlagal. Ja, nisem z nobenim znanim v sorodu. Tako da ta celotna, vsi se poznajo med sabo, stvar ne drži. Vsi so v sorodu. Mogoče bo pa unga Andreja sprašvala, a si Saša tam v sorodu, a ne? On Po tako, ja, moje, to je moj sin. To ne čak. Tam še ne Naučil sem ve, ga vse, kar ve. ne ve. Ne ve. Ne, to je full weird. Ja, jaz Ne, sem ne. ga vprašal. Ej, Andreja, si ti z Andrejem Tretom, kaj so? To je malo drugače da zjebe, ko ima ljudje isti ime. Ja, meni isto stari, jaz Ja. Shit. Jaz sem Ja. se pol neki cajta, jaz sem imel prefokse na matematiki, ki so Sašo Strle. In jaz sem pol neki cajta zamešal in sem imel oba dva isti ime in sem bil tako bizarno, da imate oba isti ime. Ampak ni me. Ja, ampak ljudem dajo legit ista imena kdaj, tako se mi zdi. Da imata od dva človeka isti ime. Moj brat ima isto ime Matej, model, tako kot ti. Kaj da fuck, mode. Kar zgodi se. Ej, Ja. mene ni bilo, ampak me zanima, če ste ga kaj vprašali o talentih, ki jih je vodil. Nisem več. Ej, zanima. Si vodil dobro, a ne, to je- talente. ja. Kaj? A nisi? A ne, da si vodil talente? Ja, sem. Ja, no, pač to se mi zdi tak velik dosežek, a ne? To je tako, če si ti neki v show biznisu, je to tako ono. A ni tako top, recimo, To da je, ti to ponudijo. a veš kaj je, to je tako kot, kar se tiče šova, jaz mislim, da je to en izmed največjih šovov v smislu, če ni uživo oddaja, razmišljaj, Ja. da recimo 100 ljudi dela tisto oddajo, ki ni uživo. Na setu je 100 ljudi, ki delajo, snemalci, reporterji, voditelji, vse to je, ne 100 ljudi vsakič za vsak del, če pa uživo je pa tam 150, 160 ljudi, ki jo dela. To je po moje, ne vem, če ima kakšen drug šov v Sloveniji še toliko osebja, da bi to delal. No, to je tako velika stvar, se mi zdi. ne. Pač ko Zdi vas se zanima. meni osebno je. Ja. Ne se je, pač še, ne vem, Ja. če je kaj drugega tako vezga, najbrž ne, pa tudi pogledanost je najbrž med največji. Pa me tako samo zanima, kako si prišel do tega, pa kakšna ti je bila to izkušnja, recimo. Ja, mislim, da sem. Zdaj, moja prva zgodba z talenti je, treba vedeti, da jaz sem bil že full časa nazaj na talentih. Jaz pa še en kolega sva delala, mislim, da drugo sezono, ogrevanje publike. Pa če sem res tako, to ne vem, če veste, ampak komiki včasih to delajo. Prav, Kako pa ogreješ publiko? Ja, kao ti, a ne, snemanje traja enkrat več, kot publika, recimo. Aha, ok. Enkrat več, kot je oddaja. Recimo. Če imaš ti oddaja 2 ure, Ja, ja. dolgo je snemanje zihar 4 ure. Stari. A veš, zato ker je vmes se Kako prekinja. držuno temperaturo v dvorani. Ja, in ti si tam zato, da se folk ne dolgočasi. Ne? In so to najemali komike, in to je v bistvu takrat bilo dosta novo. No? Ne vem, če so prej neki full delali tega, še posebej ne s komiki. No? Ampak tako smo bili tam in pa si se zafrkavali. Tako da jaz sem na talentih, ta zoder je talentov videl že full prej, zato ker sem tam pač to delal. Sem še nek joke, ki sem ga nekajkrat na odru delal, z 2 dogodivščin, ki sta se zgodile med snemanji. No? In pa jaz sem pač bil tam. In po na popu smo ta Vit Impero šov pisali, pa vse tako, da vse čas se nekaj je dogajalo, nekje si v eni sferi, a veš, ko se vse to dogaja. Ja, ja. In po, mislim, da ko so bile zvezde plešejo, so me povabili zraven, pa jaz nisem bil zihar, ampak pa, če bom znal plesati, povedal, kako to šlo čez. In jaz mislim, da so tam nekako videli, ker sem se kar dosti zabaval, pa nek tako, nek presence na kameri imel, ki je ful dobro odziv dobil, da so takrat pa imel tako bili, mogoče bi ga še kamlo oddali. Tako da mislim, da je iz tega tako nekako pršuto. No. Fora je pa itak ta, da moraš nekaj delati, vse čas sem delal nekaj, vse čas ali sem pisal joke tam za kakšno drugo oddajo, ali sem nekaj delal, enkrat sem nekaj za odrje delal na Voju, itak smo Skačoholiki takrat isto delali, se pravi, vse čas sem v tej neki sferi popa nekaj ustvarjal. In pol, ko so iskali dejansko novega voditelja, so
so tudi mene povabili na preizkusne. Se nisem bil edini. Ene par so nas testirali skupaj z Domnom takrat in pol mi dva sva nekako skupaj najbolj funkcionirala, I guess. In tako se pač je to sfura. Ne znam, ful bi rad rekel, ja, šli smo na eno večerjo, pa tako pa je rekel, Ja, ne. Ni nič takega, v bistvu je zelo taka dolgočasna zgodba, v smislu pač delal, pa enkrat se je odbrstval. Kdo pa je Domen? Domen Vanič. Kdo je to? Ja, Joke. Ne, sam tako pač kao, da tebe pa znam, ne, ajš. Ja. Dobro. Tako ne moreš, veš zakaj ta joke ne deluje? Zato, ker Domen je fucking, veš kdo je, zato, ker je to klep, da bo Ej, vsi ti- poznajo. Ti povej, memarju, iz Ja. ne vem, milijone in milijone, koliko ima vas sledilcev, vse sploh ne vem, milijone. recimo. milijone in milijone. Tisoče in Več, tisoče, Ja. kjer joke deluje, pa kjer ne. Diodesti, sam to pa rekel. Jaz vse vas mimerje povabim na en stand-up, da začutite, kako je, ko joke ne deluje. Meni je Res vedno sem mikrofona govoril, govorim. Fiko si to To bi želiš pa rad celo life. probal, pa če povezi, da bi pa šuma, to bi pa imel čistko, da zgubim malo bolje do life. Dej, please. Sam, a je to vam smešno, recimo, ker joke ne rada, pač drugim komikom, ki gledate enega. To je hilarious. Pač to mora biti kar To je- smešno. Mislim, odvisno, včasih tudi ni, vse je odvisno od No, drugega. dobro, da ni tvoj kolega, recimo, ne. Ne, če je kolega, je bolj smešen. A ja, okej. Nočeš, da se ti smil, to je fora, ne. Ja, ja, Veš pa, okej. če je nekdo gor, ker res bogi na odru, si tako, ok, to ni smešno, to je tako, da je objel bi te, pomagal bi ti. Ja. Če je pa to nekdo, ki pa veš, da je čist smešen, drugač pa vse, ampak mu gre čist slabo, to je pa fucking hilarious. In tudi to je ta glavna smeh, ki ga boš slišal, ki ti gre res slabo, so drugi komiki, ponovadi tudi zadnji, ki umirajo, ki vejo, kaj je. Še najboljše, če grejo za tabo na oder, ki vejo, da bo težek nastop, to je najboljša stvar, ki se že smejejo od zadnji, ki ve, da bo, to bo pizderija, ki grem jaz gor. Ampak daj, še eno vprašanje, ker smo jih Pika. pri meni bili. A sem ti Če sploh kdaj- odgovoril za No, daj. Ne, za talente bi to te, še kaj druga zanima, ker nisem... Bom še nazaj prišel, zihar. Ampak daj. Pika. zaenkrat me zanima, a kdaj vzameš tako iz memov, recimo inspiracije za kakšen joke, da tako vidiš mem in pol To sem tako že rečeš, vprašal. a ja, ste ga že, meni. Na isti način razmišljamo. Ja, drugače reči, vse življenje so isto. Ne, nažalost ne, ker ne delujem, Saj, ne ja. delujem vizualno. Kaj ne? Ne vem, pač moji možgani delujejo vizualno, pač delujejo Aha, okej. besedno. Ja, Okej, tako da sploh nič mi slike ne pomenijo. Ker tudi recimo, ko Okej. si predstavljam, ko razmišljam o joku, si predstavljam kot zgodbo, pa recimo, če moram, da ni zares mi nič, pa tudi tebi krado, stari, ne vem, to mi je, recimo, Ja, če ja. ste komiki, če boste probali gledati, da je komiki ali pa karkoli, ali pa če so kakšni, ki bi Definitivno radi ne. bili stand-up komiki. Stand-up komiki, ki kradejo material, ali Američanom, ali drugim Slovencem, ali karkoli. Vodopivci, kaj? 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 Ne, če vem. A je? Ne vem. Ne vem, a če je kdo, ki pa nas krade. Mislim, da ne vem. No, daj povej, ajde. A daj reči, ajde, enega. Ne bom nič, No, ampak... napiši če, evo. Ne. Zatem, ko bo fikus Nisem napisal, nič. koliko ima dolg grad. Kaj pa če mi ugibamo, pa si ti sam tih, ko bomo uganali? Ne, Vodopivci. a veš kaj je fora? Fora je, da z njimi način... Kaj imaš proti vodopivcem? Za vas. Ne, njega sem se spomnil, da. Kaj te je? A te je enkrat izsilil na cesti, pa si bil tako, fuck, je Kjer šuma. Ne, moja ne, buta a se mi je njegova- spala, okej? Od vodopivca una fora, ki je tako, čakaj, če don samo fukal nam on kol. Ne. Ne, od koga je to? Bergant, a ja, ne? Berganta je tisto fora, ja. Je. Ej, Samo ne to vem, sem pa smešno. tok. To sem, ne, vse dobra fora, sam tok sem popizdil, ker smo šli ven z enimi sošolci iz Kranjske gimnazije in vsi kao to foro govorijo, ampak vsi oni so točen ta model. In zato, kako ti je to smešen, to si ti, nekaj to citirati. Ja, Jaz sporcu, no. mi smo, to je pa ta fucked up del. Mi smo enkrat nastopali na eni ladji, nima veze, na eni ladji na Ljubljanci, ki je lokal, v bistvu. So nastopali jaz pa Bergant. In greva čez in Bergant je takrat imel tisti joke,
I walk 5 miles to get to the water. A poznate joke? Ja, Ja. No, ta joke je on govoril in ga poje do konca in folk začne odhajati in poje včasih se kdo prije z nami kaj pogovarjati ali fotkati ali kaj. In prije en model ali dva modela, tako ne vem, ena miza ljudi, karkoli. Pridejo in se postavi zraven in reče, ej, star, ta tvoj joke v črncih. To je pa tako hilarious, mi smo vsi programerji, mi v pisarni, ki delamo, to je to, mi se skozi delamo norca z teh črncev. In potem oni nekaj govorijo in grejo strani in potem so tako, z Bergantom so kar tako tam stala in potem Bergant tako pogleda pa reče, star, koliko je pa weird, kad te en potegne v svoj rasizem noter, a ni to weird. In to se dogaja, folk včasih, če delaš joke iz nečesa, ne? ja. Eni ljudje ne bojo razumeli, da je joke to, da so oni pač joke, ne? To je pač To se meni recimo v živo zgodi, ker jaz pač kot če fura, ne, bom doskrat rekel, kao, haha, jaz bom za Janšo glasoval, ker vse če fura je poslal nazaj, ne. Ja. In pa se kdaj kdo strinja s mano. Ti si Slovenc, stari, ti nisi ful, ti Slovenc. Fiki rad reče, kaj pa, veš. Ma. Ajde, a boš zdaj povej ta vica črnci, stari, če je res tako smešen. A jaz? Ja. Ne moramo drugih... Imate ful Ne, to sem hotel reči, da ljudi, ki kradejo material, ne vidiš v bistvu na odru, zato ko bojo dosti hitrih, nobenih ne bo na nastope vabo pa vse to, tako da sploh ne bojo nekam prišli, ki jih scena malo izločno. Zdaj, je pa možno kdaj, da ko pišeš pa nekaj razmišljaš, da včasih so paralelne. Če razlika je nekdo, ki krade material, ki res eni prevajajo, no, pač eni prav prevajajo. Ne? Razlika je, kdaj pa maybe je, jaz sem imel en joke včas, ki je bil, čakaj, sorry, samo sekundo, jem zdaj malo mogo jeti, a je to... Ne, se ni bad. Ni bad, To ti prav besede. Sam da vprašam, Da vprašam, kdaj moram jeti. Ja, Lekar staneš boljše, boš v mimih, lepšo si. Ne, neki. Se pravi, jih bo folk, včasih se pa zgodijo paralelne ideje, no. Jaz sem en joke imel full časa nazaj, ko sem imel neki joke, neki na pantomimike, whatever. In jaz delam ta joke, ki sem ga delal maybe en let ali pa 2, posta pa 2 komika, ki sta sicer tudi v Ljubljano prišla par let nazaj, te dva, ki delate take zvoke, pa s pantomimo neke zadeve, Umbilical Brothers. In sta dodala, oni da sta carja. No, in oni da sta en let zatem, ko sem jaz en joke delal, dala gor en sketch, in je bil isti joke, samo v sketchu. Jaz sem ga govoril, in sem jaz to gledal in sem bil tako, ok, jaz tega joka ne moram več govoriti, zato ko pač oni da sta prebig, da bi kdo rekel, da bi kdo verjel, da sem jaz full prej imel ta joke. A veš, kaj mislim? In sem rekel, ta joke bom jaz nehal uporabljati, zato ko bojo sam vsi mislili, on ga je ukradil tam zihar, zato ko sta, a veš. To se je po meni zgodil z enim mimom, ki je bil čak nekaj tako, kva je žensko reče ženski, ki hoče, ampak ne more. Ali nekaj tako, ne spomnim se, kva je orada. In pol sem sam skontal, a poskuša, ne spomnim. Se orada. Pozabil se. Ne rada bi, skuša. To, in jaz nisem vedel, jaz ga nikoli nisem slišal in sem se ga pač, enkrat sem ga jaz naredil in sem mislil, da je to moja fora. In pa sam skontam, da je nekdo drug. Stari. To se včas zgodi, star. Ampak sem imel pa pol isto eno drugo foro, ki je tako en model razlagal, da je stand-up komik, ampak nikoli ga nikjer nisem videl, pa nikoli nisem slišal za njega. Ampak whatever, razlagal, da je stand-up komik. In kao, da zdaj bo povedal par svojih for in sam tako začne govoriti fore, ker sem jih jaz 5 let nazaj videl narediti in so vse une tako dojenčki v stenu, pa ne vem, pa od črncih, une fore, ki smo si jih mi v prvem letniku srednje šole govorili. In sem sam tako... Ne vem. Kako reagiraš na to, kaj si tako, come on, dude. To se včas zgodi, vsake toliko časa pride, vsake par let nekdo, ki misli, da je edin na internetu. Pa ga bom zdaj, da bo zdaj iz digitalnega v analogno spremenil vse skupaj tukaj na odru.
Prišel vam je pokazati internetne šale. Lej. Tako je. Ampak to je bilo čas, to je bilo 10 let nazaj, je en hodil, veš, ko so časno po mailih neke fore odgol hodile, sem prstniših še kar. Se še zmeraj krožil. Ja. Ampak včasih in je en pok prišel, pa je to bral. Če meni je en model napisal na Facebooku, je napisal, a boste vi zdaj delali kaj teh koronafor? Sem bil kašnih koronafor, pa je bil model tako, ja, na netu, na Facebooku, pa to je tok teh for, da bi zihar lahko 1 uro materijala z tega dobo. Model, mi ne delamo tega. Kaj znamo? Pa več vsak bil komik, ne vsak, evo. A si pismen? Ja, dober si, ti kar gremo. Znaš uporabljati računalnik? Bravo, evo, zmamate. Samo čas se pa zgodi, ko pišeš nekaj, pa to pa, veš, vsem nam se je že zgodilo, da sem nekaj pisal, pa sem pa naredil en joke, pa sem šel pač Hermu, isto drugemu, kakšnemu kolegu komiku, pa rekel, kaj sem zadnjič razmišljal, pa tako vam poslušal, pa tako, ja, to ima un, pa sem pa tako, pista. Tako je bilo dobro. To ima več, ker toliko enega folka v temu, pa toliko enega folka razmišlja fore, da pač se tako res počutiš genijalen, pa sam ni. A imate tako bolj razdeljene, tako malo tematike, recimo stand-up komike, recimo te bolj znani, kaj ste? Tako da ima, ne moreš govoriti, ne vem, o tem, to ima unčez. Ne. Ne, to je zelo weird, da bi imel. Kao, jaz imam debele fore, noben drug ne vem. Da se ne bi kdo odbor zredil, motherfuckeri. Dejte laufa, jaz sem edin, ki ima debele fore. Če bi to delovalo, pa klej. Ideja je. Lahko govoriš na star joke, ampak jih tako poveš po svoje, veš. Pač, ki je tako, a ne, recimo Norm Macdonald, ki ga zihar poznaš. Ja. Ki pač on reče, a ne, tako, hoče povedati eno foro, a ne, pa mu en reče, da je to že nekdo povedal in pa, wait till you hear me do it. Ja, to je dobra verzija. Sam moraš vedeti, da Norm tudi on je znan kot zelo dober joke writer. On je tudi bil pri ene par legendarnih serijah zraven in ima nekih 30 let s sabo originalnega ustvarjanja. In ko on začne nekaj takega delati, oni vsi vejo to. Ker se to je tudi treba včasih vedeti, ko folk hoče kakšne obskurne joke tukaj delati pri nam, pa ne grejo čez, pa ne razumejo, zakaj ne, kakšni mladi komiki. Pa oni ful gledajo kakšne te tujce, pa so tako, pri tem pa to deluje. Amerika ima 50-60 let podlage v stand-upu, ne. Oni imajo res te komike, s katerimi so rastli gor, ki so ustvarjali neko kulturo, pa vse, da in koliko filmov, serij, pa oddaje na star s temi komiki. In to je res kultura, ne. Mi tega nimamo, ne. Mi smo zdaj zelo na začetku tega. Mi imamo 15 let, maybe, neke komike, ki delajo, a veš. Da je taka prav scena, da ti lahko rečeš, pižama, perica, a veš, Tin, Bergant, Aleš Novak, ne vem, jaz, kukorkoli zdaj hočeš, Martina Ipša, veš, pač, ja, dal sem se zraven, fuck it. Je se prav, kaj? Ja, self-promotion. Ne, ampak, veš, ta scena ne obstaja toliko časa, mi nimamo te podlage, ne, pač naša podlaga so vici, ne, ta stari neki komiki, ki so okoli hodili, pa ki so kasete prodajali, so bili vicmahari, ki so vice govorili, ne. To niso bile njihove fore, so bile predelane, maybe, kaj je bilo preveden, pač naša kultura tega nekega nastopanja humorja, ne, je čist drugačna, in na drugačni točki, a veš, kakor ameriška. Zato ene stvari ne grejo čez. Ne. Mislim, vam je lažje, ker mladi zdaj fulbol gledajo, vsi smo na netu fulbol, ne. Mislim, se že nam je lažje bilo, se smo mi tudi, a veš, v tujini si gledal, pa se izobraževal, se tudi, a veš, naš stand-up ni zdaj tako, ker mi smo se sami, ne, pač, a veš, dobiš navdih, gledaš, kaj je po svetu, kaj drugje. Samo ene stvari pa moraš prilagoditi publiki, ne. Ker pač naša kultura še zmer nima 50 let nekega stand-upa za sabo. To sem kar na eni depresivni točki zdaj, tle, kaj bi mogo reči, da moram imeti. Sem kar tako. Aj zdaj bed. Ne. Ni bed, so. Nekaj sem, mislim, če te še tle lahko letim, kasneje še ne malo, sam nekaj moram nujno skočiti v drug stream, sam pozdraviti folk, kaj bomo zdaj mi imeli pauzo do septembra. Tikar zrihti. A sem vam odgovoril, če imate, evo, dajmo en last question, če še imate kaj. Še tu jaz sem hotel vprašati, koliko cajta recimo sploh traje, da ti spišeš en stand-up, pa tako?
Pa da je tak orang material. Ja, Da recimo. Jaz bi rekel, da za neke pol ure rabaš tam nekje, da za dobre pol ure. To pomeni, da si verjetno napisal 1 uro materijala, pa si pa stran rezal stvari, da si dobil pol ure, kad dela, recimo, ali pa 25. Bi rekel, da rabaš še ne 5 mesecev. Pa tako, 5 da nisi mesecev. Ja. Imamo samo enega. Čak, sem pol imaš podobne nastope skozi, ali kaj? Je valjda se Ko malo malo tudi menjaš. Ja, mislim, ti začneš, narediš material, ne vem, recimo jaz rečem, ok, napisal sem pol ure zdaj, pa grem na oder, pa sprobam, kaj deluje, ne. Zato, ka fora tega je, lahko je biti, ne vem, zajbancija, biti friend je drugač, kot če gaš ti med folk, ki jih ne poznaš, ne, pač ful moraš, stvari morajo imeti setup, panči morajo delovati, zato, ker jih moraš pripeljati, tako da delujejo pa vse to, zgodbe morajo imeti smisel in pa je to, ti greš gor na oder in narediš pol ure. In ponovadi se snemaš ali pa se zatem zabeležiš in greš in popraviš material. In pa greš naslednjič na oder in isto narediš. In pa dopišeš, popraviš in vse to delaš. In pa se nekaj noga spomniš, daš vmes in vse to. In v bistvu, ja, nastopno delaš na odru nekako. No. Aha, in pol skozi 5 mesecev dela v bistvu rata un. Ne, 5 mesecev, jaz bi rekel, da ne 2 meseca pišeš, tako da imaš pol ure res nekih idej, ki so uporabne. Pa ne 2 meseca še to pilaš, 3, nekaj taga, no. Pa je pa to že tako, kar redi, da lahko deluje na večini nekih nastopov, ko boš šel. No. Pa s tem greš na okolne. Jaz recimo menjam na 1 let približen, zamenjam material, pol ure materijala zamenjam na 1 let, plus zraven imam še kakšen, ne vem, material. Lani sem delal tako, da je bilo in en stand-up material, normalen, in en črn stand-up, kao za črno humor, ko sem delal še to. Prav sem imel 1 uro materijala, ko sem jih menil, pa pilil naenkrat. Pa še, če delaš kaj, ne vem, tematsko ali pa za kakšne firme. Ali pa kaj. A je to, niste mislili, da je to dela? Sam še eno zadnje vprašanje. Go. Kje dobiš ideje? Fuck you. Ideja na mene. Motherfucker. Zdaj pa reči 1 uro, to odgovarja. Hudo. Saj vem, da na dolgo odgovarjam, stari. To je meni najbolj grozna stvar. Pa se bo včasih vmes zavem, sam pa sem že predolg v temu, da bi predolg odgovor. Dolgi odgovori so kul. To je dobro za nas, ko pa sprašujemo. Išči dolgih odgovorov, išči dolgo vprašanja, kako je že rekel Dalaj Lama. Gandhi je to. Ne. Izgubom ključe, ki sem jih izgubil včeraj. Sama obrva. Ful ste taka hecna verzija, hecna mešanca teh street filozofov, pa teh modelov, ki imajo neke interne fore, veš, ki jih noben drug, ne vem, ko sem bil na nekem festivalu, pa je varnostnik, čisto vsakič, ko sem šel mimo njega na skret, me je ostal, rekel, ej, kam greš? Tako je na WC, rekel, ne, mislil sem za nov let. To poveš na stand-upu, ta je najboljši. To moraš začeti govoriti. Te fore so najboljše. Ej, full thanks, da smo se pogovarjali, meni je bilo dobe, z veseljem, če kdaj letim. Hvala tem, ker so padel. Hvala, rec. Ja, hvala. Upam, da sem dal kakšne cool odgovore, pa da ni bilo samo teženje. Ne, dobro. Nisem se me Ne, to bi bilo. Dobro, delajte, če kdo hoče kdaj jeti na odor, kaj sprobati, pa me lahko mod kontaktirate, pa vas vzamem na kakšen nastop, pa vidimo, kaj se dogaja. To pa bi. To pa bi šel model enkrat. Sam bi si šel na res. Pomod, pridite gledat, pridite narediti. Napiš mi na Instagram, če slučajno nismo prijatelji, vsa so stare na Instagramu. Šike najip. Full thanks za vse, uživajte, pa vse srečo z Mimi, no, pa ni z job to, kar delate, tako da maybe dajte med sabo, ne vem, koliko si pomagate, probite malo neko grupno to vzeti, ker to je kar veliko. Cool, se delamo nekaj. Vsaka čast, pa dobro delajte naprej, pa se čujemo, če ne drugače na Instagramu.
Ajde, čau. Veš. Lepo se imej. Adijo. Čau, čau. Čau, čau.